Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Druga pomembna navada je drža odgovornosti. George Washington je rekel, da 99% vseh napak naredijo ljudje, ki imajo držo opravičevanja. Tako vam nocoj priporočam, da prenehate iskati razloge za opravičevanje. Kaj pa, ko zamudite? Namesto, da bi iskali opravičilo, recite, žal mi je, da nisem dobro načrtoval svojega časa. Tu je tista stvar, veste kaj? Ko se opravičujemo, lažemo sami sebi in to nas odvrača od tega, da bi bili svobodni. Vendar, če se ne opravičujemo in se obnašamo odgovorno, potem se tudi soočimo s svojimi dejanji. To nam pomaga iti ven iz situacije v svobodo, ki jo Bog želi za nas. Koliko izmed vas razume, da ko se opravičujete, lažete sebi in to so vezi, ki vas onemogočajo. Vi še vedno poskušate to popraviti. Ko se odločite, da prevzamete odgovornost za svoje življenje, je lahko zelo šokantno. Kajti naenkrat spoznate, da nimate nobenega krivca. Večino svojih slabih drž obdržimo le zato, ker še naprej želimo kriviti druge. Ti si kriv, da sem takšna. To je tvoja krivda in tole je tudi tvoja krivda. Odgovornost nam da čast in to je cena veličine. Ne dopustite, da je dejstvo vašega sedanjega stanja opravičilo za to. Obnašal se bom odgovorno. To so zame le sladke besede. Kot delodajalka sem postala tako utrujena poslušati ljudi, ki bi radi opravičili vse, kar so storili. Zakaj ne morete enostavno reči, zato prevzamem odgovornost? Če morate kaj pojasniti, pojasnite, vendar za veliko ljudi je to zelo težko reči, zato sem jaz odgovoren. To je čudovito obnašanje. Sovražim namreč, ko mi ljudje potiskajo svojo odgovornost in sem nekoliko sama kriva, ker to sprejemam. Imam namreč napačen občutek odgovornosti zaradi vseh zlorab, ki sem jih doživela v svoji mladosti, otroštvu in zaradi članov moje družine, ki se niso vmešavali v dane okoliščine. Po vsej verjetnosti sem se tudi rodila kot odgovorna osebnost in z značajem, ki ga imam, se čutim odgovorna za vse mogoče stvari, za katere mi ne bi bilo potrebno prevzeti odgovornosti. Tako sem prejšnje leto porabila veliko časa, da sem ugotovila, kdaj se umakniti od stvari in kdaj se z njimi spoprijeti. A ima še kdo takšen problem? Prišla sem do točke in se vedno bolj usmerjam v to držo, da naj vsakdo prevzame odgovornost zase. Ni fer do določene osebe, če mora prevzeti odgovornost za koga drugega. Rada imam, ko ljudje rečejo, zato sem jaz odgovoren in se tega tudi držijo. Opravičilo niso nič novega, ljudje so se opravičevali že od rajskega vrta, saj veste. Adam se je opravičeval, ni moja napaka, ampak Eva mi je dala jabolko. Tako v bistvu ni samo krivil žene, ampak krivil tudi Boga. To je žena, ki si mi jo ti dal, če mi je ne bi dal, potem jaz ne bi pojedel jabolka. Ko je Bog šel k Evi, je Eva krivila hudiča, vse je bila od drugega krivda. Vendar, če se natančno spominjate zgodbe, Bog imel vse skupaj, Adamo, Evo in hudiča, povedal je vsem, kaj se lahko zgodi in nikomor ni tega zamolčal. Joyce Meyer vam pravi, da je to za naslovno stran in nikjer drugje objavljeno v knjigah. Do tega sem prišla, da si izmišljamo opravičila za svoje obnašanje eno izmed najslabotnejših in obžalovanja vrednih stvari človeškega bitja. To je za objavo na Facebooku, vendar ne morete imeti tega na zidu, dokler jaz prva ne objavim. Opravičevati se za svoje obnašanje je eno izmed najslabotnejših in obžalovanja vrednih lastnosti človeškega bitja. Opravičilo je to, kako se izognemo svoje odgovornosti. Odšel bi volit, ampak je deževalo. Dajte no.
Saj bi šla volit, vendar tisti dan sem bila tako zaposlena. Vaša odgovornost je, da greste na volišča. Če ste državljani in tukaj živite ter uživate to svobodo, potem je vaša odgovornost, da volite. Mi se obnašamo odgovorno ali pa postanemo odgovorni kasneje glede na okoliščine. Če niste toliko odgovorni, da bi plačevali kredit za svoj avtomobil, potem boste postali odgovorni, ko vam ga bodo odvzeli. Če niste odgovorni, da pravočasno pridete na delo in začnete dobro delati in opravite 8 ur dela za 8-urno plačilo, potem boste odgovorni, ko boste izgubili delo ali pa bo nekdo drug dobil napredovanje, ki ste se ga vi tako želeli. To delam namenoma, kajti velikokrat verjamemo v stvari. Želimo, da bi Bog letal okrog in počel za nas čudeže, vendar ga mi nismo poslušali. Mi želimo, da nas Bog posluša, vendar mi njega ne poslušamo. Res je, da je osmiljen in res, da nas blagoslavlja, ko se tega ne zaslužimo, vendar natančno veste, o čem govorim. Koliko izmed vas se zaveda področje svojega življenja, kjer niste odlični in bi to lahko izboljšali. No, potem je vredno, da ste danes prišli sem. Povem vam. To vam bo pomagalo. Poslušala sem neko ženo, ki mi je rekla, po resnici vam povem, da ko sem slišala vaše poučevanje o drži odličnosti, sem popolnoma spremenila svoje življenje. Rekla je, niti na pamet mi ni prišlo, da je to tako pomembno. Niti sanjalo se mi ni, da nisem izvrstna oseba. Rekla je, vzgojena sem bila od povprečnih staršev in sem delala to, kar so oni delali in nisem vedela, kaj naj bi bilo narobe. Upam, da komu odprem oči in vam pokažem, da so te stvari zares pomembne. No, zakaj le? Poglejte, če nosim veliko Jezusovo zaponko in križ okrog vratu in kar tako pustim svoj nakupovalni voziček kjerkoli, tako da je v napoto vsakemu in ga morajo drugi pospravljati za mano, potem pa obrekujem svojega šefa in tako naprej, kaj mislite, kakšno sporočilo dajem drugim? Veste, kaj bodo rekli ljudje? Lažnivci, hinavci. Vi veste, da vas neverniki radi imajo za hinavce. Ne naredimo nič takšnega, da bi si to zaslužili. Če tudi nas imajo za hinavce, jim ne dajemo razloga, da bi si mi to zaslužili. Amen. Kaj pa dolžnosti? Veliko je stvari, ki so jih ljudje opravljali, ker je bila to njihova dolžnost in karkoli drugega, samo da ne bi izgubili svoje časti. Želela bi, da bi se povrnili tisti časi, vi ne? Da bi bili takšni časi, ko se mož in žena prizadevata za čast in v tem smislu delata to, kar je prav, pa ni pomembno, koliko ji ostane. Kajti ona dva bi naredila vse, samo da se ne bi odrekla svoji časti. Veste, ljudje imajo svoje dolžnosti. Sedaj imamo moške na stotine tisočev, ki zapustijo svoje družine, otroke in si niti ne prizadevajo, da bi jih podpirali in skrbeli zanje. To je patetično, zelo žalostno in obžalovanja vredno. Če gledate to po televiziji in ste zanemarjali svojo odgovornost na tem področju ter mislite, da je vse v redu, potem vam zdaj povem, da to ni v redu. Da, Bog vam odpušča. Vendar vi imate otroke in morate zanje poskrbeti. To je vaša dolžnost. To je vaša odgovornost pred Bogom, da za njih poskrbite. Poglejmo v prvo pismo Timoteju, 5. poglavje, 4. vrstica. Pokazala vam bom nekaj zanimivih stvari. Veste, da če morate nekaj storiti, še ni nujno, da tako čutite. A me slišite? Nekatere stvari moramo opraviti, ker smo zanje odgovorni. Sedaj ne postanete zaradi mene depresivni. Če ima kakšna vdova otroke ali vnuke, tu je govore o tem, za koga naj bi cerkev skrbela in kdo je prava vdova. Veste, da prvotni božji načrt ni bil, da bi vlada skrbela za uboge. To je bilo prihranjeno za vernike, da bi se ukvarjali z revnimi in da ljudje skrbijo za svoje lastne družine. Dajte no. Eden izmed vzrokov, zakaj so kristjani postali tako leni, je, ker mislijo, da to ni več njihova odgovornost. Če bi mi vedno pomagali ljudem, ki si sami ne morejo pomagati, bi bili tako srečni, da ne bi vedeli, kaj storiti sami sabo. Naša dolžnost je, da skrbimo za svoje starše, za stare starše, ki si sami ne morejo pomagati. To ni dolžnost koga drugega, ampak je to naša dolžnost.
Če ima vdova otroke ali vnuke, naj jih predvsem uči spoštovati domačo družino in staršem vračati prejete dobrote, to je namreč Bogu po volji. Naj se vrnemo k svojim sorodnikom, naj se obrnemo k svoji družini. Torej, jaz imam teto, ki je vdova in ni imela svojih otrok. Ona je sestra moje mame in moj stric, ki je pred mnogimi leti umrl, je bil brat mojega očeta. Torej, med njimi je bila zelo tesna povezanost. Moja mama je stara 86 let in moja teta je stara 83 let. In mi skrbimo zanjo. Oni dve ne moreta več skrbeti sami zase. Imata majhno pokojnino in mi plačamo druge položnice, ter da je vse v lepem redu. Moje hčerke jih vozijo k zdravniku, operejo perilo, tako da vsak član družine sodeluje pri tem. Veste, kaj vam lahko povem? Če tega ne bi počela, bi vplivalo tudi na to, kar počnem. Veste zakaj? Ker je to moja dolžnost pred Bogom. Veste, kako lahko bi bilo zame, če bi rekla, nimam časa, da bi to storila, tako sem zaposlena, ko rešujem svet. Veste kaj, ne bi imela nobenega blagoslova, če bi vam hotela pomagati, če ne bi opravljala svojih osnovnih družinskih obveznosti pred Bogom. Rekli boste, moji starši so me zlorabljali, zanje že ne bom skrbel. Moji so tudi mene zlorabili. Tu notri nič ne piše, razen če te niso zlorabili. No, celo več. Vi veste, da Sveto pismo v prvem pismu Timoteju 5:8 pravi, da so kristjani, ki ne skrbijo za svoje družine, slabši od nevernikov. Tako je torej to. No. Bodite odgovorni. Plačajte položnice, plačajte jih pravočasno, počistite hišo, umijte avto, pokosite travo. Ne da zgleda tako, kot da živite ves čas v smetnjaku. Ko le danes ne bi prišel sem kaj, je že prepozno, si že tukaj. Gledam vse te kristjane, ki gredo vsako nedeljo v cerkev, a vse drugo v njihovem življenju je ena velika zmešnjava. Oni pa posedajo naokrog in čakajo na čudež. Ne bo delovalo. Če sedaj začnete delati to, kar veste, da morate, vedno sem rekla, če ti storiš, kar zmoreš, bo Bog storil to, česar ne zmoreš. Z Bogom ste sodelavci in Sveti Duh vas bo vodil, kako priti ven iz te zmešnjave, vendar on ne bo prišel in kar odpihnil vseh težav stran. Amen. Joyce, če bi ti vedela, koliko zmešnjave sem imela v svojem življenju. Poslušajte, niti sanja sem ne, kakšna neverjetna razvalina in zmešnjava sem bila jaz. Mislim, moj je bil ena sama zmešnjava, nisem vedela, kako naj govorim, kaj naj mislim, kako naj se obnašam, bila sem nepriljubljena, bilo je strašno. Mislim, res, totalna zmešnjava. In veste, kaj vam povem? Vsakega sem poskušala obdolžiti in sem molila za moža Davida, da bi se spremenil, ter sem molila za svoje otroke, da bi se spremenili. Nekoč se mi je Bog približal, ko sem molila za Davida in mi je rekel, David sploh ni problem. Mislila sem si, no kdo pa je potem, tu sva samo jaz in on. Ne morem pomagati, da se tako obnašam, ker so me zlorabljali. Vsakdo, ki so z njim tako ravnali, kot so mano, bi se tako odzival. Dajte no, vi se morate otresti vseh teh opravičil, nehajte kriviti drugi, prevzamite odgovornost za svoje življenje, kajti samo vi ste odgovorni za veselje v vašem življenju. Če sodelujete z Bogom, lahko marsikaj spremenite. Noben hudobni duh ali nobena oseba na planetu Zemlja vas ne more odtegniti od Božjega blagoslova, če se pustite voditi Svetemu Duhu. Dajte no, slavimo Gospoda. In moja najljubša navada je, mislim, da so mi vse zelo ljube. Vendar to je ta, v kateri vas poučujem. Torej sedaj moja najljubša drža. Velikodušnosti. Veste, darežljive osebe imajo zelo široko dušo. Odprti so.
Mislim, da je velikodušnost najbolj čudovita stvar, ki jo lahko vidimo. Bog je tako velikodušen, da nikoli ne stori samo tega, kar mora storiti. On stori vedno prekomerno, v obilju, čez in čez. Da si ne upamo niti vprašati ali upati. Ravnajte z ljudmi bolje, kot bi samo morali. Bodite dobri do ljudi, ki niso vedno dobri do vas. No, vendar zakaj bi jaz morala to storiti? Zato, ker če tako ravnate, se pokažete kot Božji otroci. Evangelist Matej pravi. Tako pokažete, da ste Božji otroci. Odpuščate tistim, ki so vas prizadeli. Ko tako delate, se obnašate na način, kot se Bog obnaša do vas. Bodite usmiljeni. Vse te stvari se dotikajo velikodušnosti. Pa tudi pomagajte ljudem. Naučite se jim prisluhniti. Kadar slišite, da kaj potrebujejo, ne postanite kar naenkrat gluhi. Tole je resničen preobrat, ki vam ne bo všeč. Nehajte prositi Boga, da bi za ljudi napravil stvari, ki bi jih vi lahko storili, pa jih nočete. To vam pravim, ker mi je Bog rekel. Ne moli in ne prosi me za stvari pri ljudeh, ki jih lahko z lahkoto sama opraviš, vendar se nočeš za to žrtvovati. Kaj pa si vi mislite o tem? Kaj mislite? Ali ni to v redu? Vendar pa tega ne morete sprejeti. Bolje, da se malo sprehodim po odru in še enkrat poskusim. No, poglejmo. Veliko načinov imam, da pojeste vse to, kar vam prinesem na pladnju. Veste, kaj vse naredijo dobre mame, ko hranijo dojenčke zelenjavo, oni pa vse pljuvajo ven. Ostala bom pri tej temi, kakor dolgo bo potrebno, vendar vi morate danes pojesti svojo špinačo, da boste postali močni kot mornar Popaj. Ne verjamem, da bi kdorkoli moral tekati za izrednimi filmskimi junaki, da bi našel nekaj za občudovati. Mislim, da bi drugi lahko občudovali prav vas. Kaj se zgodi, če slišite o kakšni potrebi in jo poskušate izpolniti? No, Joyce, ne morem napraviti vsega, kar slišim, da potrebujejo. Zagotovo, da ne morete opraviti vsega, vendar veste kaj? Pred mnogimi leti, ko sem čutila, da je Bog hotel, da nekaj storim, sem molila 3 tedne, želela sem 3 jasne potrditve in da se oglasi trobenta in da pride kak prerok, potem bi mogoče dala tistemu človeku $10. Nato sem končno prišla do točke, ko sem samo dajala in dajala. Nato sem se začela misliti, ponovno bom začela o tem moliti in mogoče bo potem delovalo. Veste kaj? Odločila sem se, da tega ne maram. Ko slišim o kakšni potrebi in če čutim, da je zares potrebno, moram to izpolniti. Potem to tudi storim. Veste kaj? Na nek način je to tudi sebično. Res je, da delam tole za ljudi, vendar delam tudi zase, ker se ob tem počutim tako zelo srečno. Ko se osredotočim le nase in se vse vrti okrog mene, postajam majhna. Moja duša se skrči. Jaz pa postajam vedno bolj zaprta in zoprna. Ko pa odprem svoje srce v sočutju, ko odprem srce, je res, da me lahko stane nekaj dobrin ali nekaj denarja ali nekaj časa. Lahko pogoltnem nekaj svojega ponosa in sem do nekoga prijazna, ki ni lepo ravnal z mano. Potem se moja duša razširi in sem odprta Bogu. O drži velikodušnosti ne morem misliti nič boljšega, kot da smo dobrohotne, izvrstne, odgovorne osebnosti, ki jih Bog uporablja na čudovit način. Amen. Ne poskušate prezreti potreb. Nikar si ne mislite, ni mi potrebno spet darovati. Bil sem včeraj tam in sem že včeraj daroval. Dobro, ni vam treba, ni vam bilo potrebno niti včeraj, vendar kdo pravi, da ne smete? Bog se ne bo jezil na vas, če boste 2-krat darovali in tudi jaz zagotovo ne bom jezna. Poskušam vam le odpreti oči za nekaj načinov, kako pustimo našemu sovražniku, da manipulira naše misli. Veste, kaj vam povem? Če ste nesrečni in bi jaz bila na vašem mestu, potem bi si postavila vprašanje, ali sem sebična.
Vidim, da neka ženska tukaj ploska. Prosim, ploskajte glasneje. Mislim, res je tako. No, hvala Bogu, vendar nekdo mora skrbeti tudi zame. Dobro, veste kaj? Bog me je pred mnogo časa podučil. Ti skrbi za moje stvari, jaz pa bom poskrbel zate. Povem vam po resnici. Velikokrat je, ko vas Bog ne bo blagoslovil in vam pomagal, in to je zame takšen pritisk. To je nekako tako, kot da bi nekdo rekel, kar si rekla, je spremenilo moje življenje. Jaz pa premišljujem, zakaj ne morem reči nekaj takega, kar bi meni spremenilo življenje. Veste kaj? Bog ne bo vedno dopustil, da si pomagate, kajti kar hoče, da greste ven in pomagate nekomu drugemu. Potem vam bo prinesel žetev in vam bo pomagal. Bog bo dopustil, da pomagate drugim, ko si sami ne morete pomagati. Ena najpomembnejših stvari je, da si ne morete pomagati, da pomagate nekomu drugemu. Kajti tako sejete seme za Boga, da prinese izhod v vašem osebnem življenju. Dopustimo se naučiti držo velikodušnosti in delati ne le to, kar morate delati, da izpolnite Božje zapovedi. Trudite se za obilnost. Super obilnost na vseh področjih, naredite najboljše, kar morete v vsem, kar počnete. Bodite odlična oseba, bodite odgovorni, recite Bog, ne opravičujem se, če mi boš pomagal, bom storil vse, kar ti hočeš. Pri tem bodite tako darežljivi, kolikor zmorete. Če začnete delati na teh 3 držah, vam po resnici povem, koliko izmed vas si lahko predstavlja, da enostavno ne bo več prostora za nič drugega. Ne bo več prostora za druge slabe navade, kajti tako polni boste vsega dobrega, da vsa ta nesnaga ne bo niti malo skušnjava za vas. Amen, amen, amen. Well, Indonesia is a very vast, wide, spread out country with just all kinds of the poor, rich of the rich, and so we had the opportunity many years ago to come in here and feed all across the islands, which has been a real blessing. And out of that, so much has grown, and it's brought us to really this weekend. And we're going to be able to do a festival here, and we've distributed just hundreds of thousands of books, and we're on television in the local language. And so, we're just expecting God to do some great things. Strongholds are coming down. Benteng-benteng dirobohkan malam hari ini. And God is on the move. Dan Tuhan sedang bergerak. I pray for the churches in Indonesia. Saya berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di Indonesia. That they will be filled with the power of the Holy Spirit. Bahwa mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. That no weapon formed against them shall prosper. Bahwa tidak ada senjata yang diarahkan pada mereka yang akan berhasil. But every tongue that rises up against them, tapi setiap lidah mengaku, they will show to be in the wrong. Bahwa semua lidah yang diarahkan pada mereka yang melawan mereka akan I ditunjukkan pray salah. for the church in Indonesia to grow Saya berdoa untuk gereja Tuhan di Indonesia untuk terus bertumbuh, and to increase, untuk bertambah, and for hundreds of thousands of people to commit their life to Christ. dan untuk ratusan ribu jiwa untuk datang menyerahkan hidup mereka pada Tuhan Yesus. I pray that the church would rise up Saya berdoa bahwa gereja Tuhan akan bangkit and be who she is supposed to be. dan menjadi gereja sebagaimana seharusnya. And I pray for you Dan saya berdoa bagi setiap saudara, that you will come to know God in a more personal way. bahwa saudara mengenal Tuhan lebih dalam lagi. That you will always hold your peace. Bahwa saudara selalu akan mempertahankan damai sejahtera. That you will keep your joy. Engkau akan mempertahankan sukacitamu. That you will wear your Engkau righteousness. akan mengenakan kebenaranmu. That you will love yourself. Dan engkau akan mengasihi dirimu sendiri. And that you will love people. Sehingga engkau mengasihi orang lain juga. I pray that you would increase in your life. Saya berdoa supaya engkau terus bertambah dalam hidupmu. That you would have favor everywhere that you go. Dan engkau akan menerima kemurahan Tuhan kemanapun kau pergi. And I pray that you will see changes Dan saya berdoa supaya engkau melihat perubahan. and benefit coming your way. Dan keuntungan datang dalam kehidupanmu. That God hears your prayers Bahwa Tuhan mendengarkan doamu. and He meets all of your needs Dan dia memenuhi semua kebutuhanmu. according to His riches and glory Sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. by Christ Jesus. Di dalam Kristus Yesus. I resist the enemy Saya lawan iblis. and I bless
bless you in Dan Jesus' saya name. berkati saudara semua di dalam nama Yesus. I speak a blessing over you in the name of Jesus. Saya ucapkan berkat ini atas setiap saudara di dalam nama Yesus. And you are blessed when you go in, Saudara diberkati dalam and you are masukmu. blessed when you go Kau out. diberkati dalam And the keluarmu. blessings of God will chase you and overtake you. Dan berkat Tuhan akan mengejar engkau. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. This is a new Ini day. adalah hari yang baru. A new day. Hari yang baru. Amen. Predvajana oddaja je bila plačana strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.